Dobar dan vsem. Vidimo zdaj, kako se rešijo razne vrste enačb. Torej, ne moram dati enega splošnega pravila, ker so razne vrste. Vsekakor, nekatere ideje, ki navadno deluje, je to zmeri tisto, da mi lahko naredimo isto operacijo na levi in na desni strani neke enačbe. Potem jasno moramo uporabiti lastnosti tistega, kar vidimo, in tudi večkrat pride prav to, da mi zamenjamo, uvedemo novo spremenljivko in zamenjamo nekaj. Sedaj vidimo razne primere, tukaj imamo eno iracionalno enačbo. Sedaj, nekdo bi lahko mislil hitro, da damo na drugo, zato da odpravimo koren, ampak tukaj na levi imamo dva člena, bi dobili kvadrat binoma. 3 na drugo plus 2 krat 3 krat ta koren plus ta koren na drugo. In torej nam ostane še en koren. In torej ni prava izbira. Se spreče prej dati ta 3 na drugo stran, tukaj minus 3, x minus 3 dobimo in potem damo na drugo, tako da uničimo ta koren. Ker še enkrat se ne moramo izogniti temu, da bi dvakrat dali na drugo. To se zgodi, na primer, če sta dva korena. Tukaj je bil samo en koren v enačbi. Dva različna korena v dva različnih členih. Torej, tukaj damo na drugo, ta koren izgine, tukaj zračunam kvadrat binoma, nesem vse člene na levo stran in potem tukaj seštevam, 2x na drugo minus x na drugo je x na drugo, minus 9x plus 6x je minus 3x, minus 1 minus 9 je minus 10. To sedaj enačba druge stopnje rešim s formulo. In dobim dve vrednosti. Zdaj, ta vrednost tukaj ne gre prav. Zakaj? Torej, izraz pod korenom, zato da je ta definiran, mora biti večji ali enak nič. Ampak potem tudi koren, ki ga zračunamo, je večji ali enak nič. Če mi vzamemo kot rešitev minus 2, tukaj imamo minus 2, minus 3, ki je minus 5. Torej, en koren, ki ima pozitivno vrednost, bi bil enak minus 5 in to ni mogoče. Če poskusite, ta druga rešitev je je pravilna. Rečemo, da ta rešitev je nesprejemljiva, je ne moramo sprejeti. Vidimo eno logaritemsko enačbo, logaritem od tega polinoma minus logaritem od tega je enako 2. Sedaj rabimo lastnosti logaritmov, imamo razliko logaritmov. To lahko napišem kot logaritem kvocienta od teh dveh izrazov. In ta 2 ga napišemo v obliki logaritma, jasno z osnovo 3. Logaritem z osnovo 3 od 9 je prav 2. In sedaj, logaritem od tega ulomka je enako logaritmu od 9. Torej, ta ulomek mora biti enak 9. Ali lahko razmišljamo drugače? Torej, leva stran enačbe je enaka desni strani enačbe. Tudi, če naredimo 3 na levo stran enačbe, mora biti enako 3 na desno stran enačbe. In torej, dobimo isto. Dobimo, da ta ulomek je enak 9. Sedaj, tukaj imamo ta imenovalec, x minus 2 množimo z x minus 2, da odpravim imenovalec. X mora biti različen od 2, ker 2 minus 2 je nič, ne smemo množiti enačbo z nič. Če bi dobili na koncu x enako 2, tista ne bi bila sprejemljiva rešitev. Sedaj, tukaj imamo ta števec in tukaj 9 krat x minus 2. 9x minus 18. Nesem vse na eno stran. Seštejemo, imamo enačbo druge stopnje. Jo rešimo z formulo. Dobimo dve vrednosti, 1 in 5. Vidimo, da 1 je nesprejemljiva. Zakaj? Ker če mi postavimo sem v začetno enačbo za vrednost x 1, tukaj imamo logaritem 1 minus 2, logaritem od minus 1. In logaritem se lahko zračuna samo od ene pozitivne vrednosti. Če greste kontrolirati vrednost 5, boste videli, da gre prav, je pravilna. Sedaj ena eksponentna enačba. Vidimo tukaj 25 na x, tukaj 5 na x plus 1. Bomo skušali vse napisati kot potence od 5, Torej, ta 25 je 5 na drugo, vse na x. Tukaj rabimo lastnost, 5 na x plus 1 je 5 na x krat 5 na 1. Ker 5 na prvo. In sedaj, tukaj 5 na drugo, na x je 5 na 2x. Kar lahko tudi napišemo obratno, 5 na x na drugo. Ta 5 na prvo sem ga dal samo spredaj, tukaj 5 na x. In sedaj je jasno, da uvedemo novo spremenljivko t, ki bo prav 5 na x. Tako imamo t na drugo minus 5. T plus 4 enako nič. Sedaj to lahko rešimo s formulo za enačbe druge stopnje. In dobimo dve vrednosti. Samo ti dve vrednosti sta vrednosti t-ja. Moramo še dobiti x. Torej 5 na x je t. Torej 5 na x je 1. In imamo enačbo tudi 5 na x je 4. 5 na x enako 1, se reši hitro, x enako nič. Ker 5 na nič je 1. Sedaj tukaj, zato da rešimo to, moramo logaritmirati z osnovo 5 na obe straneh enačbe.
logaritem osnovo 5 od 5 na x je logaritem osnovo 5 od 4, ker tukaj gre proč logaritem osnovo 5 in 5 na. Torej, tukaj ostane samo x, ki bo naš x2, tukaj bi lahko tudi pustili logaritem z osnovo 5 od 4, bi lahko pustili, ampak recimo, da spremenimo z formulo za spremembo osnove. In napišemo logaritem od 4, uljamni logaritem od 5, v obeh primerih desetiški logaritem, naprimer. Ok, sedaj enačbe z absolutno vrednostjo. Nasplošno niso tako enostavne, ampak katera je glavna ideja? Torej, pomislimo na to, absolutna vrednost od 5 je 5, absolutna vrednost minus 4 je 4, absolutna vrednost nam da zmeraj neko pozitivno vrednost, ampak ko tukaj imamo negativno vrednost notri v absolutni vrednosti, to si lahko mislimo kot, da absolutna vrednost od minus 4 da je minus to, kar imamo notri, minus 4. In torej, če mi moramo na primer rešiti to enačbo z absolutno vrednostjo, ki zdaj se nam da enostavno, za primer, absolutna vrednost 2x minus 1 je enako 5, kaj naredimo? Moramo ločiti dva slučaja za to absolutno vrednost in bomo gledali posebej enačbo v enem slučaju v drugem. Torej, absolutna vrednost 2x minus 1, čemu je enaka? Tudi se pomislimo, da absolutna vrednost od nič je nič. Torej, ta absolutna vrednost je enaka čemu? Tisto, kar je notri absolutni vrednosti, 2x minus 1, torej nespremenjeno, če to, kar je notri absolutni vrednosti, je večje ali enako nič. Če 2x minus 1 je večje ali enako nič. Če pa tisto, ki je notri absolutni vrednosti, 2x minus 1, je manjši od nič, absolutna vrednost nam da nasprotno vrednost. Torej, nasprotna vrednost 2x minus 1, menimo vse predznake, je minus 2x plus 1. Torej, ta pogoj ga napišemo malo lepše, minus 1 damo na drugo stran in delimo z 2. Torej, dobimo, da ta pogoj pomeni x večji ali enak ena polovica in ta pogoj x manjši od ena polovica. Sedaj bomo enačbo rešili v dveh različnih slučajih, ko x je večji ali enak ena polovica in ko je manjši od ene polovice. V tem slučaju velja, da ta absolutna vrednost je 2x minus 1. Torej, damo 2x minus 1 je enako 5. V drugem slučaju tista absolutna vrednost velja minus 2x plus 1. Damo minus 2x plus 1 je enako 5. Sedaj, rešimo eno, rešimo drugo, dobimo tukaj x je enako 3, tukaj x je minus 2. Ampak na koncu moramo zmeraj preveriti, če rešitev dobimo, se lahko sklada z pogojem, ki smo ga dali. Vse to velja v pogoju, da x je večji ali enak ena polovica. Smo dobili x enako 3. V redu. Tukaj smo vse to je res v pogoju, da x je manjši od ene polovice. In tukaj smo dobili x enako minus 2. V redu. Če rešitev, ki dobimo, je neskladna s pogojem, tisto rešitev je nesprejemljiva. Torej smo dobili te rešitve tukaj. Bomo videli v enem drugem videu reševanje trigonometričnih enačb. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.